januarskega zasedanja Evropskega parlamenta, ki poteka med 14. in 17. januarjem v Štrasburu, se je udeležila tudi evropska poslanka Tanja Fajon. Ta je pred odhodom izpostavila, da bo beseda med drugim tekla tudi o odhodu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Naslednji teden bo tudi zelo zanimiv zaradi Brexita, namreč bo se zgodilo tudi glasovanje v britanskem parlamentu, v spodnjem domu parlamenta, kjer bodo tudi razpravljali o Brexitu in mi bomo imeli tudi eno takšno razpravo v sredo, dan po glasovanju. Zdaj mogoče glede Brexita lahko rečem, da je situacija precej negotova. V moji poslanski skupini imamo več kot 20 laboristov, ki seveda si še vedno na vse načine velika večina trudi, da bi ustavili Brexit. In ravno s tem namenom gre ta konec tedna v obtok spet neko novo pismo, ki bo objavljeno v evropskih medijih s pozivom, da se Brexit ustavi ali z novim referendumom, kakorkoli. In podpisala sem ga tudi jaz, podpisali smo ga v bistvu vsi poslanci vseh 28 držav, vsaj po ena državo z naše poslanske skupine. Situacija, pravim, pa je negotova, ker vidite, kaj se dogaja v Veliki Britaniji. Scenarij, da bi odšli ven brez dogovora, je precej kaotičen. Velika Britanija je naredila ene vaje pred kratkim, ki so pokazale, kaj bi to pomenilo, če bi uvedli nazaj meje, carine in podobno, in je bil en velik kaos. Tako da, kaj se bo dogajalo po glasovanju, kjer ni pričakovati podpore, ostaja negotovo in ni prav, da bo Velika Britanija v vsakem primeru konec marca izstopila, ne glede na to, ali bo z dogovorom ali brez dogovorom. Britanska premierka Mayjeva je pa precej potisnjena tudi v kot. Razprava se bo dotaknila tudi predsedovanja Romunije Svetu Evropske unije v prvi polovici letošnjega leta. Poleg tega pa tudi polletnega predsedovanja Avstrije v drugi polovici minulega leta. Jaz lahko rečem, kar zadeva avstrijsko predsedovanje na mojih področjih. Veliko smo se ukvarjali z reformo kot poročevalka šengenskega prostora, tudi z celotnim svežnjem za upravljanje z migracijami in migracijsko skupno in azilno zakonodajo. Zdaj z Avstrijci na enih področjih je bilo korektno sodelovati, nismo pa dosegli nobenega preboja. Sploh, če pogledamo migracijsko in azilno zakonodajo, 7 zakonodajnih predlogov, ki jih je Evropski parlament sprejel, med drugimi tudi zelo pomembno spremembo dublinskega sistema, ki govori o tem, kakšna je odgovornost držav pri vstopanju prišlekov na evropska tla. To je zelo pomembna reforma, da ni zgolj odgovornost držav za zunanjo mejo, ampak da bi mogla biti to neka evropska odgovornost. Tega evropske vlade v resnici niso uspele doseči, celotnega migracijskega paketa niso uspele sprejeti pod avstrijskim predsedovanjem še več. Dogajalo se je celo to, da dogovori, ki so bili že sklenjeni, jih je skušalo predsedovanje vnovič odpreti, kar je postavljalo močno pod vprašaj, kaj se dogaja. Nasploh smo v času avstrijskega predsedovanja, če pogledam izzive z migracijami, uspeli doreči bolj ali manj ukrepe, ki zadevajo eksternalizacijo problema, torej reševanje situacije v tretjih državah, ko gre za Bližnji vzhod ali Afriko, z investicijami, z odpiranjem nekih platform, z obmejno stražo. Torej vse, kar zadeva zunanje ukrepe, smo bili nekoliko bolj uspešnejši, tudi z zavarovanjem zunanje meje, ker je bilo sprejetih kar nekaj ukrepov, kako uvesti ukrepe na zunanjih mejah z sistematičnimi pregledi in tako naprej. Medtem ko vprašanje upravljanja z migracijami in s prišleki znotraj Evropske unije, ko pa gre za to evropsko učinkovito migracijsko politiko, pa v resnici nismo uspeli narediti nažalost nič. Jaz bi to odgovornost v veliki meri pripisala evropskim vladam, ker institucije, kar zadeva Evropsko komisijo in Evropski parlament, smo svoje delo zelo dobro oddelali. Tako da ta zgodba se bo nadaljevala tudi pod romunskim predsedovanjem. Zdaj, kot poročevalka za reformo Schengena lahko povem, da sem uspela dobiti zelo dober mandat Evropskega parlamenta, ker smo glasovanje že opravili.
Da je pa ta sprememba v šengenskem prostoru ena taka, bi rekla, zelo ideološka tema postala in zelo politično občutljiva tema, ker imamo dva pola držav, ena skupina držav z večjimi državami, kot so Nemčija in Francija, številčno pa manjša skupina si želi obdržati nekoliko več suverenosti na notranjih mejah. In mi smo pa želeli v interesu Slovenije, smo pa dobili tudi glasovanje na podlagi mojega poročila, da pa bi imeli več varovalk, kdaj se lahko uvaja notranje nadzore na mejah, pod kakšnimi pogoji, da se tu tudi glasuje, da se zagotovi, da res ena država suvereno ne more odločati in v nedogled vleči nadzore na notranjih mejah, kot se to danes dogaja v primeru Avstrije, pa še 5 drugih držav v šengenskem prostoru, ki imajo notranje nadzore na mejah že več kot 3 leta in so v bistvu prekršili že vse zakonske podlage in bi pravzaprav mogli iti na sodišče. Tako da to se bo pod romunskim predsedovanjem nadaljevalo, bo pa verjetno težko pričakovati en priboj, glede na to, da Romunija tudi ni del šengenskega prostora. Zdaj, tekom tedna se bomo mi, socialisti in demokrati, odzvali tudi na romunsko predsedovanje. Bomo pa predvsem, smo pravzaprav, in to bomo še enkrat povedali, zaskrbljeni nad politično situacijo v Romuniji, smo v zvezi s tem tudi v stiku z našimi romunskimi kolegi in tudi te izjave, ki jih je dal predsednik Juncker v zvezi z Romunijo, so bile precej politično motivirane, čuti se kampanja. Zdaj, Romunija je malo drugačna situacija, kot je bila recimo Madžarska ali pa Poljska, ker Romunija resnično sodeluje z nami v dialogu in z vsemi kritikami, tudi po Beneški komisiji je pripravljena stvari, ki so sporne, vendarle vsaj taka zagotovila imamo tudi spreminjati. In predsednica romunske vlade bo v torek popoldne, mislim, da predstavlja predsedovanje Evropski uniji. Na mizi bo še debata o sankcioniranju držav Evropske unije, ki ne bodo upoštevale pravnih in drugih pravil. Govorili bomo še o vladavini prava oziroma odvzeti denar državam, če bojo iz proračuna Evropske unije tistim članicam, ki bojo, kršile vladavino prava, posegale v dela sodišč, se spopadale s prevarami, s korupcijo. To je tudi ena večna razprava, ki jo imamo z Madžarsko. Veste, da smo v Evropskem parlamentu sprejeli ta aktivacijo 7. člena, da se začne postopek dialoga z Madžarsko. Spet predsedstvo oziroma vlade tega nikoli niso dale na mizo, ni bilo poguma, da bi v resnici začeli ta postopek proti Madžarski, ampak zdaj, ko se pa pogajamo o naslednji finančni perspektivi, se pa dostikrat pojavi tudi to vprašanje, ali bi države, ki dejansko ne spoštujejo več vladavine prava, lahko govorili tudi o sankcijah, kot so odvzem neke evropske finančne pomoči ali pa sredstev, ker vse ni a la carte. Madžarska recimo tu je tista, ki dobiva ogromen denarja z evropskega proračuna in mogoče bi bil en smiseln ukrep, da če ne bi sodelovala pri solidarnostnih ukrepih, da bi lahko odvzeli tudi del finančnih sredstev. Na zasedanju Evropskega parlamenta se bodo dotaknili tudi 20. obletnice uvedbe evra.